Živa, sem Mika Veger in na svojem Beautiful blogu pišem lepotne in druge praktične nasvete za bolj trajnostni vsakdan. Ne strinjam se s trditvijo, da vse, kar lahko pojemo, lahko damo tudi na kožo ali pa lase. Ampak nekaj je tistih surovin, ki so varne tudi bolj za pogosto uporabo. Danes ti bom pokazala, kako lahko narediš nekaj domače kozmetike, čisto enostavno, iz učinkovin hrane, ki jo imamo tudi ponavadi doma. Sicer jo ne uporabljamo tako pogosto, tako da je fino, če jo iz kuhinje prestaviš tudi v kopalnico in jo nekaj porabiš tudi tam, da ti pač slučajno ne preteče rok uporabe. In sicer je to kokosovo maslo, to je ena najbolj uporabljenih učinkovin v kozmetiki. Potem je G-maslo oziroma zlato maslo. Tega lahko uporabljaš res samega za nego suhe kože, konic las, in nekaj se celo mažejo z njim za čez noč kot neko masko proti zabuklostim in proti temnim kolobarjem kože. Tako da je vse stransko uporabno. Spodaj bom tudi napisala, kaj lahko vse iz njih delaš oziroma zakaj uporabljaš. Potem je agavin sirup, to je sladilo. V bistvu ga imenuje tudi veganski med, ker ima podobne učinkovine kot med, deluje antibakterijsko. Letos v Mehiki smo pač ugotovili, da so že Azteki pa Maji uporabljali agavin sirup, to je iz kaktusa. Prav tako kot mi v bistvu uporabljamo v tradicionalni medicini ali pa vsakdanu med. Za pilinge sem pa dodala še trsni sladkor. Vse skupaj je iz linije DM Bio, ki je kakovostna, pravzaprav visoko kakovostna, hladno stiskana olja, neodišavljena, neobarvana. Skratka, najboljše, kar daš res lahko v želodček ali pa tudi na kožo in lase. Naredila bom pralineje za nego telesa, piling za ustnice, masko za obraz poživitveno ali pa vlažilno, in pa en izdelek, ki ga lahko uporabiš kot pred šamponiranjem za lase ali pa za rahlo utrjevanje las.